V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. V prsih me zopet žge, srca bolečina. Spet sam sem s kitaro igral ob litru vina. Zvezde na nebu žarijo, spet mislim nate. Ki v vetru dehtijo, trgal bom zate. Manuela, Manuela, kot vila iz sanj si prišla in me nežno objela. Manuela, Manuela, v tvojih očeh je ljubezen kot sonce gorela. Manuela, Manuela, se spomniš vseh tistih noči, ko sva se ljubila? Manuela, oh Manuela, če v srcu še čutiš kot jaz, se boš spet vrnila. Se spomniš vseh tistih noči, ko sva se ljubila? Manuela, oh Manuela, če v srcu še čutiš kot jaz, se boš spet vrnila. Manuela, Manuela, se spomniš vseh tistih noči, ko sva se ljubila? Manuela, oh Manuela, če v srcu še čutiš kot jaz, se boš spet vrnila.
Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, v tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi bogate sledi, ki jih je zapustila ali pa jih še kar pušča hrastniška skupina Veter in tudi ustanovni član te skupine, ki še vedno preigrava lepe pesmi, Slobodan Filipović. Slobodan, hvala, ker ste nas povabili v svoj priročni studio. Harem. Slobodan, prej sem slišal, da ste se vi rodili ne v Hrastniku, ampak v Sarajevu. Ja, res promaš. Ja. Zanimiva zgodba vaše družine. Ja. Filipović ste po mami. Ja. Ampak mama je pa sicer... Bila je poročena preko Klenovšek. Dajte malce povedati, vašo rodbino. Bo dolg traja. Se pravi, družina je res jugoslovanska, lahko tako rečem. Ne? Se pravi, moj stari oče, Franjo Filipović, je iz Sinja, ne? In smo še zdaj v Sinju, se pravi, Dalmaciji, ne? Potem je pa... Ampak Vitez, ne? Nekaj s Hajduki povezan. Ja, stvar je v tem, ker je bil naš dedek je bil vodja Hajduku takrat, in še skozi obujemo spomine skozi alkarsko društvo, ne? In tudi svojega predstavnika imamo tudi na Alki vsako leto. Sinjska Alka. Sinjska Alka, tako je, ne? Ker tam je prvo pravilo je, da lahko tekmujejo samo tisti, katerih družine so takrat bile že v Sinju, ki so se bojevali proti Turkom. No, to je staroče po mami, ne? Po mami mama, ne? Mati je pristna Hrastničanka, to je bila familija. In kako se je ta stari oče znašel v Hrastniku? Ne vem. Vem pa, ja, stvar je bila v tem, ker je star oče šel v Zagreb, v Zagrebu je pa končal, interesantno imam še zdaj potrdilo, je pa končal za frizerja. In je v Hrastniku odprl svojo prvo brivnico, ker prej ni bilo. In imam tudi slike še zdaj, recimo tam, zdaj pravimo Pečnikova hiša, tam smo imeli prvo brivnico. Tako je star oče prišel. No, mama je bila pa Gričarjeva, se pravi moja stara mama, ne? To je bila pa družina iz kolonije, iz Hrastnika, rudarska. Ki jo ni več, kolonije. Seveda, ni več, ja. Ena hiša še stoji. Ja. No, to je po mamini strani, po tetovi strani je pa oče si pisal Klenovšek in je eden izmed teh bratov, ki še danes živijo v Hrastniku. Ki so povezani z rudniki. Seveda, z rudniki. Ampak moj oče je bil oficir. Moj oče je bil oficir in takrat je služil v Sarajevu, zato sem se tudi jaz dole rodil. Pa ne edini, baje še oče tudi, ne? Kaj? Tudi oče se je tam rodil. Ja, baje smo oba rojena na isti posli v vojaški bolnici Sarajevo. Kako pravi, življenje piše priče. Oče vas je družino na nek način zapustil, ne? Ja, z mamo sta šla na Razni in mama se je preselila nazaj v Hrastnik. Oče je potem ostal v Bosni in se je normalno ustvaril novo familijo, moja mama tudi novo familijo, tako da imam po očetovi strani pol brata, po mamini strani pa pol sestro. Dočim oče od mojega očeta, se pravi stari oče, Klenovšek, je bil pa glasbenik. Baje imam jaz po njemu to. On je bil pa pri Titotu kapelnik orkestra Garde. In imam tudi njegovo diplomo za spomin, ko je šel v pokoj, so mu dali neko pohvalo, kaj ti vse vem, in ko je šel po pokoj, sta se pa staro mamo preselila v Živinice, ker je pa vodil do konca svojega življenja, je bil pa dirigent v Živinicah. Kje pa je to? Živinice so pri Tuzli. In tudi oba staro mamo mimogrede sta pokopana v Tuzli, ne? In je pa vodil, tam je bila fabrika konjuh v Živinicah in je pa vodil tam godbo do konca, se pravi njihovo godbo. To se pravi, v vašem telesu teče tudi bošnjaška kri, ne?
Vse je mešano. Po babici ali kako? Ja, po babici, zato ker od starega očeta Klenovška, Ja, ne, soproga, zapravo moja babica, je bila muslimanka, je ne? bila muslimanka, Ali pa bošnjakinja, ne, ko zdaj reče. bošnjakinja, ampak se je potem iz ljubezni prepisala v krščanstvo, da se je lahko poročila z mojim dedkom. Aha. Res jugoslovanska kri, ne? Res. Ja. No, imam še zdaj, pravkar sem videl, na Facebooku sem videl Slobodan Klenovšek. Čakaj, kdo je zdaj to? In sem šel raziskovati in ne verjel. Od mojega očeta brat, ne, je bil v Beogradu, ker familija Klenovšek, po mojemu dedku, je zelo potovala po Jugoslaviji, pač tam, ko je star oče imel službo, tja so šli in so 4 otroci rojeni, vsak v svojem kraju. Aha. In tam je ostal še Ernest in to je brat, se pravi, najmlajši brat od mojega očeta. In je interesantno, imel tudi sina, kar še živi, smo z njim na vezi zdaj, se pravi Slobodan Klenovšek, in je imel tudi brata Dragana, ki je pa nažalost že umrl. No, tudi vi bi bili lahko Klenovšek, ampak ste vzeli mami tako bi imel priimek. tudi oba, ne. Oba, ja. Tako. No, kdaj ste pa potem, koliko stari ste prišli v Hrastnik? 2 leti. 2 leti. 54 In potem ste se tu šolali? Ja, vse osnovna šola, najprej dol, ki je zdaj knjižnica, ne knjižnica, pardon, se pravi, čujem muzej, ne? Muzej. Ja. No, potem smo se preselili na Log, ker prej smo stanovali v Steklarni, pa smo se pa na Log preselili. No, z Loga, na Logu sem bil pa v bloku, čakaj, da preštejem, 55 let. No, pa sva pa, medtem sta mama pa oče naredila hišo v Ljubljani, tu smo bili pa nekaj časa v Ljubljani in tako, zdaj smo ti prodali, pa smo tukaj nov naredili. Aha. Tako da zdaj ste spet Hrastničani, ne? Ja. Kako ste se po osnovni šoli, kam vas je pot peljala poklicno? Zelo, to je pa spet zelo kruta štorija. Namreč jaz sem bil že tam z 12 leti prepričan, da bom šel študirati harmoniko. Ne? In res sem bil že na tekmovanjih, imam tudi neka priznanja, gor in vsega Boga. Ampak ko se je zgodilo, ne, takrat sem bil 100%, da bom šel na srednjo glasbeno, še ni bilo oddelka za harmoniko na srednji glasbeni. Isto se dogaja tudi pol kasneje drugim fantom, ne. Recimo znan je primer tudi Iskra Tonček, ki je šel pol na fagot, pa ki je danes prav se niko uči, pa še veliko drugih. V glavnem, ko bom pa zdaj, z dušo muzikantar, pa ne morem delati tisto, kar bi rad. In pa sem se odločil, da bom trobento igral. In sem v 2 letih končal nižjo glasbeno šolo, ne. Mimogrede je pa mama rekla, doma pa ne boš sedel, ne, sem v špilu, ne. So me pa dali prvo tehnično, sicer sem bolj na pol tip, pa so me dali pa najprej ekonomsko, brez veze, v glavnem tako, da sem prišel na srednje glasbene. In potem normalno srednja glasbena, vojska, tam je bil pa karambol. Tam sem pa zbolel, sem tudi vojni invalid in tudi zelo aktiven. Kaj pa ste zboleli? Prosim. Kaj pa ste zboleli? Stvar je bila v tem, da so, to je dolga štorija, kako je do tega prišlo, to ne bova govorila, ampak v glavno imel sem tako močno vnetje srednjega ušesa, da mi je blokiral vse živce. Se pravi, leva stran komplet je bila gotova. Mrtva na pol. Mrtva čisto. Pa zapotegnjeno tudi? Pa tudi usta tukaj gor in tako naprej. In sem prišel iz vojske kot vojni invalid, ne. Se je bilo treba nekaj narediti, ne. Mislim, ni bilo govora na trobento, so rekli takoj kar pozab, ne. To ni govora, da bi še kdaj igral, ne. Ker namreč stvar bilo v tem, oni so slutili od začetka, da imam jaz tumor na malih možganih, ne. Pa se je, hvala Bogu, ne, sem imel srečo, je bilo milejše, ne. No, kakorkoli že, potem sem pa naredil za tehničnega risarja in sem delal v projektivi v kemični. In takrat se je pa istočasno nekako
smo pa tudi ustanovili en klub 67, ki je deloval dol v Podmornici, to zapravo je bila neznana oštarija pod Partizanom, pod telovadnico V Hrastniku, Partizan. blizu Riklovega mosta, ne? Tako. Ali pa spomenik. Se zdaj ga tudi ni več, no, Riklovega mosta. Pa še prej je bil bazen tudi tam. Ja, seveda je bil, imam še slike tega bazena. No, moja mama se je pa kopala v njej. Jaz tudi. A tudi? No in kaj se je zgodilo, tam se je normalno mladina zbirala, dol, ne, in moj kolega, ki sva že prej skupaj igrala, 60 leta, ne, en Edi Papu, ne, sva rekla, ti, ko pa če bi naredila en tak band, ne. In res so se nam priključile takrat tudi pevke, med njimi je bila tudi Marjeta Remšak, ne. Sreča na Vrvici, ne? Sreča na Vrvici. Žal pokojna, ne? Ja. V njem brat Aleš, tudi Remšak, tudi odličen pevec, ne? Tudi odličen pevec, ja. Kompromis, Ja. skupina. Pa Bertrand tudi. 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 Mislim, res, to je bila pevska familija, ne, tukaj nekaj. No, poleg tega pa od moje žene sestra, zraven Mojca, pa Anita Grebenova, to je pa mama od našega svetovnega prvaka v kajaku, ne. Aha, Kauzerjeva. Ja, tako, zdaj Kauzer, ne. Je že? To ne vem. Ena obljuba je bila, ne? Ja. Če bo olimpijska medalja. Ja, ja. No, to so bile pevke, ja, pa normalno pa Buden Jože, ne bi, ki poli zasloval pri Zasavcih, ne. Pa tudi z enim samostojnim projektom, ne? Tako, ja, Buden sem je naslov projekta, Ja. ko ga je izdal. No in pa tam je spoznal, ja, mimogrede tudi svojo soprogo Miro, ne, ki je tudi ona pela pri nas. No in tako smo začeli, ne, se tam so slike v kompletu. In to je trajalo nekje do 76. leta, naredili smo ta čas tudi prve koncerte v Hrastniku. Kako so pa bila imena takrat? Najprej smo dali ime, ja, to je bila kruta. Sence? Sence, pa sem pa, ne, pa zdaj, ko je fante, se da mora biti Sence. To je bilo 74. Ja, ja, to ja, Shadowsi so, ne, ko ne moramo zdaj sedeti. Pa so bili pa Odmev, ne. No, na kar je pa poli bil štos, sem pa rekli, nekaj mora biti bolj kratkega, pa takega, da bo je denar pa udaren. In noč verjel smo v biroju, v kemičnem cedelu, naredili razpis, kako bi dali. Ja, med tem bil pa tudi štos, nismo se mogli registrirati, takrat ni bilo možnosti in smo se priključili Planinskemu društvu Dol. In poli pa je bil štos, pa so pa oni rekli, ja, če se pa planinci, moramo narediti tak imene. In pa je vsak napisal od kolegov, ki smo skupaj delali v pisarni, en predlog, ne, in smo bili od podivjane gamsi do stekle lisice, do vsega vraga je bilo. Na koncu je prišel ta Veter, ja, to bi pa šlo. To pa je prvič kratko slovensko ime, drugič, kaj je Veter, je faktično muzikantarji smo kot veter, vse posod smo, ne, razumete? No in pa je ostal ta Veter. In je to zdaj že, torej od leta 74, Ja. že od predhodnih skupin, ne? Ja, ja, tako. Od kdaj pa je prav Veter? Od Vetra, ja, tam od 76. leta. Od 76. Ja, ja, leta, ne? ja. No, ko ste rekli, da zaradi bolezni niste mogli več se učiti trubento, vi ste pa ratali potem specialist za harmoniko, tudi frajtonarco, pa za klaviaturo, Ja, kako? pa je tako, ne. Normalno, da za človek, ki sem že prej igral pri Modrih zvezdah v Sevnici, sem že tam igral klaviature, se pravi, sem bil star svojih 15 let, ne. To je bilo, ne. Predtem, v stvari zatem za Modrim zvezdami smo že imeli v Ljubljani ansambl Albatros, pri katerih sem pa igral bas kitaro, ne. In smo takrat glih rabili organista in smo pripravili Tomaža Kozlevčarja, ker je Tomaž Kozlevčar takrat še delal 8. razred osnovne šole. Aha. In pa krati prvi letnik glasbenih predmetov na srednji glasbeni, ne. In kot Albatrosi smo fantastično špilali v Kranjski Gori, ne, in smo imeli stanje aranžmane, smo tudi gor spali, tako, ne. In tam sem dobil vabilo,
druže Tito, mi ti se kunemo in sem šel iz Kranjske Gore direktno v Dobojo vojsko. Aha. Ko je Potem bilo pa tisto. Ja. V glavnem, zdaj tisti ustanovni člani, od ustanovnih članov skupine Vetar, recimo, ste samo vi še aktivni, še kdo? Glasbeno? To je zdaj težko reči, aktivni ali neaktivni. Recimo, mi se še vedno dobivamo recimo nekakih, kaj bi rekel, nekakih praznikih, če imamo kakšne... Kot na tem projektu, recimo ob 40-letnici, ne? Ja, ob obletnicah, ne. Nažalost nam je eden že umrl, ne, iz prve ekipe ustanovnih, ne. To je? Ja, to je pa Milan Crnković, kitarist, ki je bil Hrastničan, fantastičen fant. Nažalost. Drugače pa žalost, ker v vseh teh letih našega delovanja je že 9 naših stalnih članov umrlo, ne. Aha. Tako da, mislim... To se nam začne dogajati, ko se počasi staramo, ne? Ne. Ne, to je žalostno, ne. Mladi so umrli. A mladi so umrli? Franjo, recimo, odličen kitarist, pa fantastičen fant, se je obesil v vojski, ne moreš verjeti, tragedija. Potem, recimo, drug kitarist, Bene Andrej, je imel prometno nesrečo in to, ki je prišel iz vojske na dopust, si lahko zamisliš, razumeš. Potem, recimo, tudi ostali, Tine iz Slobolj, ki je igral Jelen, ki je igral bas kitaro, je tudi prišel domov, se usedel na kavč, umrl. Mislim, take nesrečni dogodki so bili to, no. A ni Jelen tudi skladov, pesmi pisal? Njegov oče. Njegov oče, fantastične pesmi. Ja. Potem, recimo, dobro, Meta Malus je moja generacija, ne. Ta je pela ja, seveda, ne, pri vas, ne? Ja, seveda. Skoraj da pozabljajo ljudje, tudi jaz sem to moral čisto na novo obnoviti spet, da je slovenska primadona, ne, Helena Blagne, pela začetne tiste korake delala pri vas. Heleno smo mi spoznali, ko smo bili profesionalci in smo igrali na Poreču in je oni so takrat, ko smo se menjali band, ne, so oni odšli, ne, ona je rekla, da bi pa še ostala, ok, pa prid k nam, ne. Pa je z nami nadaljevala in pa je bila 2-3 leta z nami, smo še bili na veseli jeseni z njo, ne, in tako naprej, ne, na festivalih. Potem, da ne govorimo, ne, ko je za mene delč najboljši mariborski pevec, kar jih je bilo v Mariboru, Charlie Arhar. Pokojni tudi, ne? Pokojni tudi, ne. Pa iz Pepela in kri, potem kasneje Antaver, ne? Seveda. Če se ne motim, bi tudi tam, ja? To je bilo, Oliver Antaver je pel, ne, pa Roman Medvešek je pa igral kitaro, ne. Ona dva sta oba prišla takrat skupaj sta se priklopila bendu, ne. No, pa Božo, ne. Božidar, Wolfram Wolf, ne? Ja, seveda, ne. Tudi, no, pa seveda ne moramo mimo Vanja Tomca, ne? Ja, čist pa Bog ne daj, ne. Ta je bil pa ves čas tudi potem dolga leta z vami, ne? Seveda, ne, iz Vanja Tomca smo mi začeli 86. 87. leta, ne, 88. leta je šla Bela snežinka, ne. Je bil to prvi projekt? Prvi projekt je bil, ne. Bela snežinka. Sej, tudi ostali so na Bela, ne? Bela nevesta, Bele ladje. Tako, Beli cvet. Ja. A je bil to slučaj ali? Čisti slučaj je bil, ne. Ker, ko smo mi naredili Belo nevesto, se pravi, to je bil drugi projekt, ne, so nas po časopisih vlačili, ko bo pa tretjič Belo, ne. A veš, za Afrikance, to je pa že čist, ne. Pa je pa takrat prišli za časa vojne, ne, smo pa mi posneli Beli cvet. Ker ta Beli cvet, če gledaš video spot, ne, je v stvari cvet planika. Ne, Beli cvet. In smo mi hoteli takrat ponazarjati, razumeš, slovenstvo v obliki planike, ki živi pri nas na Tridelu pokoj. V tem je bil catch, ne. Zato je Beli cvet, ne. No, je pa Edelweiss, recimo. Je pa še ena zanimiva pesem, Ne damo Slovenije,
To pa niti niso takrat predvsem v svetu veliko predvajali. Ne. Niso upali, ali kako? Niso upali. Mislim, mi smo se tokrat že pogovarjali zaradi tega. Jaz imam še ogromno, ko sem delal na televiziji, imam še ogromno kolegov iz televizije, ne, in iz radia, ne. In ne boš verjel, so rekli, fantje, Slobodan, če nam verjameš, ali ne, mi nismo sploh vedeli, da to obstaja. Pazi, pa je bilo pri kasetni produkciji posneto. Razumeš, kaj se to pravi? Se pravi, hiša v hiši. Kdaj pa je bilo pesem zunaj? 91. 91. In je kar nekako v pozabo šla, ne? Ne? Ja, kar je bil. Jaz sem dal sicer letos spet gor, ne? Gor na Facebook, ne? In čist zaradi tega, ne? Ker mi je že šel tole vse skupaj živce, iskreno povedal, ne? In sem rekel, da ja ne bo spet kot je bilo takrat. Zgodovinske dogodke zdaj govorimo. No, tega se bova ob koncu oddaje dotaknila. Zakaj je trajalo recimo od 76. leta do 88. če sem prav razumel, da je šel ven prvi projekt Bela snežinka, ki pa je, saj jaz mislim, čeprav verjetno ni čisto vaša, več je lastnikov te pesmi Bela snežinka, ampak najbolj prepoznana je prav preko Vetra. Verzija, ja. To je prvi projekt, pa že tako uspešen. Ja. Zakaj je toliko časa trajalo? Moram te jaz malce popraviti. Prvi projekt je šel ven 82. leta in sicer, ko mi smo bili takrat iz Dikotej Klapi. Se pravi, Božo, ne? Ja. Božo, pa je ta Franjo, ki sem tega prej omenil, ki je nažalost spremenil, ne? Pa mi trije stani, se pravi, Danilo Železnik, Škofic, Janez pa jaz. In smo imeli pesem Verjemi mi. Aha. In smo šli na njo, na melodije Sonca in morja. In to ne bi bil začetek naše kariere. Ampak, ko se je zgodil, naš verjel, mi smo bili na generalki, so že k nam hodili, nam ko je Tofa pozabil, prvi k nam rekel, da vešli, kam se boste itak zmagali. Majde SP je prišla in rekla, to fatik, vi boste pa zmagali. Gotovo. Na nastopu auditorij, ne, Portorož, Ja. na nastopu, če verjameš ali ne, je šel, ko je imel solo part, iz kitaro naprej in se je kabe zahaklo zvečevalci in je čevalc padel z vso močjo dol. To je zaradi potal, da je folk začel bežati. Na sredin izvedbe pesmi. Pazi, ne moreš verjeti. In na Šmarju nismo bili to prvi. Ampak takrat je bila začetna pesem za kompleten projekt, Aha. ki je potem padel v vodo. Ne? Zakaj? Ja, zaradi tega, ker enostavno vsak se nas je sam potem zapomnil. Aha. A veš, ko če zdaj dela ten projekt, če vidiš, da si že od začetka v nuli. In je potem Če bi trajalo. pa to uspel, bi bila pa fantastična odskočna deska. Ne? Ampak potem po Beli snežinki, ki je bila uspešnica, so se pa projekti kar lepo nadaljevali. Ne? Ne, potem je bilo pa normalno. Ne? Potem je šlo pa čisto lepo. Faktično, se ti povem, no? Ker mi smo potem imeli tudi en tak plan, ja, takrat je bil še Štos, v tej ekipi, ki smo bili Bela snežinka, ne? Smo bili vsi večinoma zaposleni na glasbeni šoli, ne? Na glasbenih šolah, ja. Ne. Na različnih. Vanjo pa jaz sva bila v Hrastniku, vidiš, prej sem pozabil omeniti Nanud Črt, ki je tudi že umrl, nažalost, tudi nesrečno. On je bil bas-kitarist, je učil v Novi Gorici, ne? Pol je Leon, kitarist, je učil v Sevnici, razumeš? Tako da smo vsi imeli počitnice. No, pa Iztok Trpenak, ne? Da ga ne bi slučajno pozabil, ne? Iztok je bil pa takrat študent, ne? In mi so poletje preživeli v Švici. Ne? Služili denarce? Ja, hvala Bogu, ker je šlo za eno čist, pa spet tudi prišel banalni Štos. V enem letu, ne, se je bilo tudi 89, smo imeli menda čez poletje podpisanih enih 40 pogodb. Vse je šlo v Božjo mater. Po domač povedal, nažalost. Ali smo prišli, pa je začel padati dež, ali je bil napoved dežja, pa so nam odpovedali,
razumeš? Ne? Ali smo prišli pa igrali, pa je bilo premalo ljudi, pa nas niso hoteli plačati. V glavnem, stvari loše. Smola. Fantje, se ni to samo nam dogaja, se vsem bendam. Recimo, jaz se spomnim, v Prekmurju je bila ena ošterija, ki smo se vsi bendi tam dobivali po veselicah. Takrat so bile veselice. Sobota v Prekmurju je celo Prekmurje na veselico. Tam 10 bendov naenkrat špila v oddaljenih vaseh, enega od drugega par kilometrov. Ampak kaj je štos? Na nobenih od teh veselic niso imeli kave, ni se prodajala kava. In smo vsi tja bendi se dobili zjutraj po špilu, da smo tam kavo spili, ker smo bili večinoma iz teh koncev. Agropop je bil, recimo, mi smo bili Morje ansamblu. In tam smo na koncu se pogovarjali, ker v čem je bil štos? Oni so recimo v Bosni, ki si začel igrati, to je čisto posebej za Prekmurje. 9 zvečer je narod prišel, lepo zrihtan, kako to šele 9, ja. To so kmetje, oni morajo živino pospraviti, morajo gor dol, porab svoj čas, da se obleče, zrihta in pridejo. Ob enih zjutraj nikjer nobenega. Ko pa zdaj? Jaz sem šel domov, da se ne spijo, oni morajo ob 5 zjutraj vstati, da živino nafutrajo, nahranijo, razumeš, in potem, da se zrihtajo, da grejo k maši. To je bilo točno red, se je vedel, kako in kaj, razumeš, ne? In razlog tega je bilo, ne, da smo se vsi bendi, nekaj recimo, kaj sem, ob 2 ali pa pol 3 zjutraj tam dobili na kavi, ne. In ste imeli podobne zgodbe, da tudi drugim kaj je odpadlo? Seveda, ne. Smo vse vedeli. Švica je prišla pa slučajno, ali kako? Ne, nič ni slučajno pri nas. Mi smo bili, takole je bilo, mi smo šli na festival. To je bilo v Bregencu na festival. Takrat je Božo Wolf napisal eno dobro pesem. Imenovala se je Kol mi. Smo predstavljali jugoslovansko pop glasbo na festivalu v Bregencu. Mi kot ansambel Veter. Božo je pa kot posameznik svojo pesem predstavljal. Ne? In takrat normalno šla cela delegacija iz Zagorja je šel, če se spomniš, Brane Golob, novinar. Stopa. Pokojen je že tudi. Ja, nažalost, fajn človek. On je šel z nami gor, tudi zdaj za Stop pisal. Če je rekel, da ni res. Ampak je res. Točno prič. Na solo kitar je ven spulil kabel. Ven spulil kabel. Gledamo, kaj je, nema. On gleda. Šel sprač predaleč, ven spulil kabel. Mislim, to je bilo toliko ene nesreče, da je bilo noro. Ampak dobro, kljub temu so nas tam gor menedžeri opazili in so nam ponujali pogoje, pa ponudbe pa to. In pa smo res sklenili eno pogodbo z enim avstrijskim menedžerjem, hišo to, in potem smo zunaj špilali. Pa smo bili pa vse posod. No, zadnja tujina, ki je bila, je bilo pa že zdaj, pol kasneje, smo bili pa v Berlinu. Samostojna Slovenija že? Ja, seveda. Smo bili pa v Berlinu pri gospodu Dorju, 2 dni. Župnik Dori. To je tudi fantastičen človek, nemogoče. In pa njemu smo 2 dni gostovali, en dan je imel otroško maškoro, drug dan pa za starejše. Enkratno imamo tudi DVD, ki smo snemali in tako naprej. Druga smo pa dali vse skosno. No, prej ste omenili Božidarja. On je bil, pa je imel samostojno kariero, pa je bil z Randevujem, pa spet pri vas nekaj časa, pa je potem šel v tujino, dolga leta živel mislim, da v ZDA, potem prišel nazaj, zdaj pred kratkim in zdaj spet se na novo postavlja. Ja. Zanimivo, ne? Ste nekako vi kar sprejeli glasbenike, ki so odhajali pa prihajali?
Pa tudi recimo buden, ne? Ves čas je bil v kariere bolj kot ne pri Zasavcih, ampak ga zdaj s širokimi rokami sprejmete, ko imate kakšen projekt. Normalno, razumeš, mi ga vedno, kad je kakšna taka zadeva, ga vedno pokličem in se tudi pogovoriva, greva skupaj na kavico. V stvari, z vsemi temi smo ostali kolegi. Tudi s Heleno recimo? Obvezno. S Heleno smo se celo pogovarjali letos poleti, ko je imela svoj nastop na Sevniškem gradu. Smo se celo pogovarjali, da bi šli skupaj en projekt. Ne? Tako da, mislim... Ampak letos je tako čudno leto, ne? Letos ni okej, ne. No, zdaj, ko smo že pri tem čudnem letu, ne? Kako vi kot glasbenik, dobro, vi ste že v pokoju, imate eksistenco nekako zagotovljeno, veliko glasbenikov pa je, ki nimajo nastopov, ki ne morejo prodajati svoje znanje, ne smejo nastopati. Država tako, ne, kar se kulture tiče, mimogrede, danes je dan kulture, Prešernov rojstni dan, ampak se mi zdi, da je ta država kar nekako pozabila kulturo. Pa kultura je tudi slovenska pesem, slovenska glasbena skupina, ne. Poglej, ni debata kot tega. Midva, če greva samo nekaj pogledati, ko prav država, ne, da se prav, da je pozabila na nas. Vsi mi, z mano reče, prosim, ne, razumeš, smo dajatve dajali državi. Vsi dajo dajatve. Če mi prodajemo vstopnice, je davek na vstopnice. Gre državi. Razumeš? Od vsakega projekta? Od vsakega projekta, ko ga izdaš, gre DDV državi. Zapravo, ne meni govoriti tega, ne mi lagati v oči. Po drugi strani... Da ste vedno na seskih matere države, ne? Tako. Kot se rado govori, ne? Da ne govorimo, pazi, enega delavca, ko pride v fabriko, delodajalec mu da obleko, pisalni stroj ali kladivo, pač kaj dela, orodje. Nihče neč. Inštrumente se mi kupujemo. Ozvočenje se mi. Ozvočenje se mi kupujemo, reklamo si se mi delamo. Pa ni zagarantirana plača 15. Ja, ni. Sploh, če ni nastopal. Zdaj pa greva naprej. Zdaj pa ogromno teh mojih kolegov, ki so se od tega preživljali. To so ljudje, ki imajo družine, ki imajo otroke, ki imajo stroške za prehrano, stanovanje in tako dalje, da ne govoriva o tistih 300-400, ki jih je prišlo ven zaradi domov iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, ki so tam igrali pri drugih bendih. Ker tam je isto vse zaprto kot pri nas. Razumeš? Mislim, to je katastrofa. To je katastrofa. Se bo ta glasbena industrija, če rečeva, tako pobrala? Če se bo pomogla, misliš, jaz srčno upam, da se bo, ker ne vidim, razumeš, zdaj se vidimo, kaj ta vlada dela. Zdaj pogledaj STA, tipično, ne, razumeš, ne. Če bo šlo to takole naprej, poslušaj, pa boš, da vse skupaj zapremo, pa dio mare, pa se selimo iz te Slovenije vsak do svoj konc. To je nadaljevanje tistih vaših besed o tisti pesmi Ne damo Slovenije, ne? Ja, tako. Pa jo nekako kar dajemo, ne? Ja, kar dajemo, ne. Se še malo, pa ne bojo še tisto smorja kupili, no. Ja. Ja, poglej, no, vse prodajamo, Madžaram, Poljakom, Čehom, kdo pride mim, lahko nekaj kupi tak, da ne govorimo Italijani, Japonci, Kitajci. Ljudje božji. To so zgradili naši predniki. Razumeš? Tvoji predniki, moji, njegovi. Potem se pa že leta in leta nekako govori, da bomo zgradili recimo tudi nekaj domov za ostarele. To sem pa zdaj šel pa na ta projekt, na ta vaš projekt nekako, tudi peticijo, ki gre tudi preko vas, pa tudi ta dobrodelni koncert, ki bi moral biti, pa žal zaradi korona časov prestavljen verjetno na kakšen bolj lep čas, da bi se vendarle v Hrastniku zgradil nov dom, sodobnejši dom za ostarele. Vsi bomo enkrat stari, bomo potrebovali dom.
Ker vas je verjetno kar zabolelo poleti, ko ni bilo veliko okužb, ampak v Hrastnik se je pa nekako v dom Ja, poglej. prišla, ne? Ja. In je prišel minister, ne? Ja. Boljš, ko ga ne bi bilo, če se skaj povedal, Minister za zdravje Gantar, ne? Totalno mi je živc potegnil. Iskreno, ko sem gledal tisti prispevek na televiziji, ne? Vse smo mi krivi, pa vse osebje doma krivo. Enkrat ni omenjen bilo, enkrat v kakšnih pogojih tam ljudje delajo, v kakšnih pogojih živijo tam starejši ljudje. V nekdanjem samskem domu, ne? Tako, nikoli. Pazi, jaz vem, moja mama je bila 2 leti pa pol noter, jaz vem, da ti ljudje, ta osebje se je res trudil do skrajnosti. Celo prišli do tega, da mi je mama, čeprav je bila nemogla na koncu, še zmeraj, ker sem na obisku rekla, sine, prines kako čokolado, da bom dala sester, ki me tako lepo rihtajo. Jaz sem toliko vesela. Lepo prosim. Kaj No to in pomeni? občina ima že dolga leta načrte, tudi zemljišče Vse občina nad ima vse. vašo kolonijo, ne? Ja. Nekdanjo. Razumeš, ne? Ampak nič. Nič od tega. Ne? In potem obljuben leto zopet, da se bojo ne vem kak domovi naredili, pa gor dol, ne? Razumeš? Ampak vse se samo obljublja v tej državi. Tako, ko bojo zdaj šli policaji na cesto, ker se jim obljuben ne vem kakšne plače, Pa pa mogoče ni več. delavci, ker se tudi zamrzne Tako, minimalna plača. tako. Zdaj smo šla malce ven iz No, glasbe, ne? Ampak nič hudega, Ne, ne? Sej pazi. glasbeniki ste bili vedno recimo, tudi... da se povežemo z domom pa glasbo. Mi kot društvo smo vsako leto 2-krat pripravili normalno brezplačen koncert za dom starejših, za ostarele. To se pravi spomladi tam v okviru 8. marca, dneva žena, se pravi pa materinskega dneva, pa tam okoli Božiča novega leta. Ne? Tudi letos, ki je bila korona, razumeš, smo se člani skupine Veter odločili, da jih malo zaselimo in smo igrali pred domom, smo jim naredili koncert. Ko ti vidiš te ljudi, ko prijo na tiste bogi balkonček, kot rečem, če je to sploh balkon, in kako so veseli, kako ploskajo, kako zraven pojejo. To je tako malo narediš za njih, razumeš, ampak so tako srečni. In potem razumeš, da si take ljudje ne morajo, da mi ne moramo njim nuditi enega kvalitetnega doma, ko jaz gledam zdaj po televiziji, ko je toliko in toliko okuženih po domovih, pa gledam slike tistih domov, pa čakaj malo, halo, a je to dom? Pa to so hoteli, ljudje božji, proti našemu domu. To so hoteli, to so balkoni, to so parki, to je ni, da ni. V našem domu nič od tega ni. In to me je res toliko grel, da sem rekel, fanti, zdaj pa konc. Dajmo tudi mi nekaj narediti. Da bojo enkrat v Ljubljani, v parlamentu, v državnem zboru videli, da mi kot občani, mi to zahtevamo, ne politika, ne leva, ne desna, ne krščani, ne muslimani, mi, občani. Zato sem šel v to in do danes smo zbrali 2800 podpisov. Jaz grem staviti, ko bo konc tele korone, da jih bomo veliko čez 3000 zbrali, ne? In da bomo šli pred parlament in jih pred dejstvom postavili, da tako več ne gre. Veš, kaj pa največji absurd? Včeraj sem govoril z direktorjem doma. V Hrastniku v domu nimamo nobenega okuženega. Hvala Bogu, ne? Hvala Bogu, ampak pri tujkih, ne? Ne? Ampak to ne bo na televiziji, ne? Da nimamo nobenega, takrat so pa bili, ne? Ja, takrat pa kar gremo. Mene še prišla televizija, kar iz kamiona, mi je bil kombi premali, imeli se kamere. Daj lepo te prosim. Upam, da bo tudi tole, ki je pomagalo, da v Hrastniku končno pridete do enega sodobnega doma. Seveda, jaz tudi upam. Greva malce nazaj k glasbi skupine Veter. Omenila sva Belo snežinko, ki je saj zame skoraj da najbolj prepoznavna skladba Vetra, čeprav je še veliko drugih
tisk se številka 6 spremenil 9. Ta je tudi zelo popularna. Zelo popularna. Pol je bilo Deklej Slovenije, je bil tudi zelo popularna. Veš kaj, ne? Katere so bile po vašem tiste, ki so nekako, mogoče hrastniška deklica v Hrastniku? Tudi v Hrastniku, recimo, hrastniška deklica, ne? Samo gre tukaj za drugo stvar. Recimo, mi smo bili in smo še vedno zelo raznolik bend, ne? Recimo, mi smo lahko igrali glede na instrumentaliste, ne? Smo igrali vse stile glasbe, ne? No, to je. Jaz, če delam rock, Pop. Oberkreiner, Dixieland, recimo mi smo posneli country, UPI-ja, ne primer, ne. Še danes me kličejo učiteljice, dajte ne poslati UPI-ja, ker se otroci učijo plesati na UPI-ja, recimo, ne. Imeli smo eno tako rdečo nit vseh projektov, ne. Namreč na vsakem projektu smo, takrat se kasete delale, ne, če ni bilo CD-jev, B5, ne, je bil en mix, ne. In mi smo delali enkrat Mexico mix, enkrat country mix, enkrat Dixieland mix in tako naprej, ne. No, zelo lepa je tudi od vlaka, ne. Poslednji vlak. Poslednji vlak, mislim, da je Lado Leskovar tudi to pel, ne? Ja, Lado Leskovar je to pel, sicer je to francoski šanson, ne. Zelo lepa pesem, ne. Pa smo ga mi po svoje prenaredili, ne. Kdo pa je pisal pesmi za vas, recimo besedila, skladbe, ste tudi vi kaj? Ja, tudi jaz, veliko, Vanjo je tudi pisal, jaz sem pisal, potem je pa pisal veliko besedila, ki si rekel Janez Hvale, ne, pol je Otto Pestner, ne, za glasbo, ne, potem Devi Hrušovar, ne, tako da je bilo res. No, omenili ste Otto Pestnerja. Praktično kamorkoli pogledaš, nekako naletiš tudi na Otta Pestnerja. To pa ni eden tistih narcisov, ne? Zelo rad sodeluje z drugimi, ne? Ja, veš, kako je Otto čisto poseben tip, ne. Recimo, mi smo veliko sodelovali z njim, ne, in jaz ga zelo dobro poznam. Tudi z Budnom je takrat pri tistem samostojnem projektu, ne? Ona dva sta naredila en tim, se pravi Pestner pa Kozlevčar. Ona v duetu sta delala veliko zaradi tega, ker je aranžiral pa pisal je veliko, pomagaš Otto Pestner, ne, dočim odigral, pa pol je tudi aranžiral zraven pa Kozlevčar, ne, klaviature pa te stvari, ne. Potem recimo Nilsson kvartet, to je čisto ena posebna, recimo jaz se spomnim, ne, Nik je v Ljubljano pripeljal pokojni Ivo Umek, to je bil menedžer, ki je bil predsednik Lire, tiste čase v Sloveniji, ne, ker Lira je bila, se pravi, en krak glasbene organizacije iz Čakovca. V Čakovcu je bila Lira prav registrirana in potem je bila tudi po celi takratni Jugoslaviji, ne. No in kaj sem hotel reči, interesantno, ne, tudi ene par besedil, ne, so tudi prispevali tudi člani Nilssona, a veš, ne. Tako da, ne vem, no, potem je bila, ja, potem Za vesele jesen, ne, me je pisala, bila zelo znana tekstopiska Brigita Kobe iz Celja, tudi, ne. Mislim, mi smo dejansko sodelovali z ogromno teh kompozitorjev in pa tekstopiscev. Takrat na višku vaše popularnosti ste bili pogosto tudi gostje teh oddaj, razredilnih oddaj na nacionalki. Mislim, da je bila oddaja Zdravo, Črt kanoni, Tajda Lekše, Bogdan Barović, pa Ivo Šubic. Ja, tudi. Ivo Šubic, no. Ja, Šubic je bil. Ogromno smo se nekako imeli. Ja, takrat je bil recimo Hrastniku največ peh tudi, ne. Zato, če bi se 6, ne, ki je mu 101 aver vdaje, ne. Ja. In so imeli tukaj mi promocijo, kaj smo prvič naredili, ne, pa na sredini komada elektrike zmanjkalo, ne, v športni dvorani v Hrastniku. Vam se kar dostikrat kaj zgodilo? Ja, pa noro. Recimo, hočem povedati, ne, z ogromnimi ljudmi smo sodelovali, ne. Se v stvari še zdaj, ne, moram priznati, ne. Ja, potem nam je pisal besedila tudi zelo znan novinar Esad Babačić, ne.
ker mi smo en projekt naredili takrat iz Loša tam, ne. Razumeš, ne, ona me ljubi kot ti, ne, projekt, ki je Loša. Saša Lošič, ja. Ja, Saša Lošič, ne. To smo naredili. Je bil kdaj pri vas? Kaj se pri nas je delo. V takili sobi dol. V takili sobi smo cel projekt naredili. Kako pa je delati s tem tako znanim glasbenikom Sašem Lošičem? Fantastično, mi smo se fantastično razumeli. Pravi orkester, ne? In pa smo tudi z njim sodelovali, on je tudi z nam nastopil, ne. Smo hodili okoli po koncertih in nam pozabil, takrat je bilo gleče v Bosni vojna, ne, ker ne vem, če ti veš to štorijo. On je pobegnil iz Sarajeva. In je dobil potem državljanstvo slovensko, ne? Ja, ampak iz zadnjim avionom. In to samo povezi svojega očeta, ker je bil njegov oče direktor RTV-ja Sarajevo. Povezi, da je pobegnil. Ne veš, tukaj ni imel kje stanovati. Pomagal sem mu jaz, pomagal mu je Esad Babačič, pa pomagal mu je en zdaj že tudi pokojni menedžer Zdravko Toplak. In ko sem mi nam ko pozabil, gremo enkrat na koncert, nekam noto na Notranjsko, pa gremo čez eno hosto, pa Loša zraven mene sedi v kombiju, jaz vozil, pa pravi Loša, ej stari, kde to idemo? Kakva ti je ovo šuma, ne? Sem rekel, pa kar navadna gorska cesta, neč kaj tega. Jebote, to kod nas v takvo šumi, samo četnici. Rekel, takrat je bila vojna, ne? Vojna, ja. Razumeš, ne? Ja, noro, no. Eto, tako da veliko smo nas skozi, res ogromno. Ste tudi takrat, ko se je Slovenija osamosvojila, veliko nastopali, tudi še vedno potem, ne na Hrvaškem, kje v tujini? Ja, ta je kruta. Mi smo šli med vojno v Švico. To ne moreš verjeti, ne. Mene so že prej vse popisali, ker so popisovali razna vozila, kombi, jaz vam kombi, ne, če bi je rabila vojska, ne, da bi popisali delati normalno, ne. No in ko je bil štos, ne, mi smo takrat šli v Švico in je bil že lahko do konca vojne. Vojska se je odmetala, samo imeli so še, pa prehodi so že bili tako rekoč odprti, mi smo šli gor, ne, samo to ne Jezersko. In res, ko je pozabil, peljem jaz iz kombija in kar naenkrat, ko so naredili takrat marš, ne, da so blokirali cesto, kar en tak lesen mostiček čez Graben, ne, pa smo mogli peljati po levi strani Grabna, ne, se pravi, to je bila gozdna pot, ne, in čez recimo kilometer, dva pa spet nazaj prišel, ne. In v tistem trenutku, ko jaz zapeljem na desno čez most, je bil pred mano goreč tank. Pazi, to ne moreš vedeti. Mislim, uš bi slišal. To je taka tišina. Zdaj nimaš kaj, gremo, pridemo gor na prehod, nikjer nobenega. Jaz vstal, nekaj, zvečer je bilo, grem ven iz kombija, začnem klicati, gor dol, pa zapajem zadere, gor iz gozda, ne. Kdo ste, kaj ste, ne? Jaz sem začnem razlagati, gor dol. Je rekel, ste kjer sveča dol, vojske se, kaj pa vojska nikjer več, ne? Gotovo. Videli smo pa dol oklopno vozilo, sicer sam ne je bil tanka, je bilo oklopno, a veš, ker je gore, nisem jemu cajt drugati, kaj je. Pa prije dol, kaj res nikjer nobenega, pa pridejo vsi dol policaji, graničari, vsega Boga dol, vsi veseli, kjer neč. In ko je pozabil, je bil en kapetan, po moje Srb, ki je z našimi potegnil, veš. In preden smo šli, je rekel, stari, ja, ko hočete, ne, normalno, daj mi jednu belo snežinko za mojo umiciko. Nem koj pozabil, očitno mu je bila žena, je bilo ime Micka. Slovenka, verjetno. Slovenka, razumeš? In je rekel, če mu dam eno kaseto, se ma na 10 dam, malo ti verjama. In potem ste šli pa ven, igrati. Ja.
Potem po razpadu Jugoslavije ste še kaj igrali v teh republikah bivše Jugoslavije? Ja, v Nerezinah. Nerezine. Ja, v Nerezinah smo bili vrsto let, ne, poleti. In tam so tudi anekdote, ne. Mi igramo poleti, razumeš, 30 stopinj vroče, ko Madonna začer pridejo k nam, lepo vas prosim, dajte eno belo snežinko, da bo malo hladno. Mislim, svašta doživiš. Igrali ste pa tudi, seveda ne samo svoje pesmi. Ne, kaj ste igrali, Beatle? Vse, repertoar, hit parado. Mi hit parado skozi smo terali. Ker smo bili tudi primorani, mislim, že prej smo imeli to v krvi, tako da se zmenimo. Ampak potem smo pa mi igrali, ker v čem je catch, sem se večkrat pogovarjala z Nušo Derendo, ne. Ona je tudi v zunaj, ne, bila, ne. Najprej v zunaj, pa potem tu kariero naredila, ja. Oni so bili veseliški bend. Zato je spomnil, še zmerno skačeš po mizah, ne. Ker tam je, razumeš, šotor in tam je normalno to, da se dela to, je normalno, ne. Do čem mi smo pa igrali v dancing klubih. To je pa druga stvar, to je čisto druga stvar, ne. In tam se je pa plesalo, res nisi mogel plesno glasbo igrati. Plesno glasbo, ne. Se pravi, kaj pa vi najrajše poslušate? Pa daš. Široko. Zelo široko, recimo. Ne, Beatli, Rolling Stonesi. Recimo zdaj smo malo šla v stare cajte in zdaj smo Queen poslušala, ne. Recimo, no, se oni so za vso obdobja. Normalno. Čim pa imam jaz pogled, če pogledaš tam, jaz imam cirka 1000 malih ploče, 45, ki sem jih zbiral. A veš, ne. Long playu, a ne par 100, ne, in tako naprej, ne. Tako da imam glasbe res vsega vraga. Tamle, če pogledaš naš Varjev, sem dobil note. Note včasih je izhajal v Jugoslaviji časopis Metronom. In tukaj so bili vsi hiti tistega leta, ko so bili, eto. To, ne? Ja. Tistega leta so bili, razumeš, kar je bilo popularno. Note so to bile. Aha, note. Note so note, ne. To se zdaj ne da več dobiti? Ne. Kje pa? Vidiš, leto 79, leto 90. Ja. No, zdaj počasi se bližava koncu. Seveda bi lahko še marsikaj povedala, ampak tole je išlo dvojni projekt na nek način. Spoti na DVD-ju, pa potem CD zgoščenka z najbolj uspešnimi pesmimi. Tako, to je bilo ob 40. letnici. Ja, tako. To je potem kateri datum? Če je 40. obletnica? Računi. Ne vem, 74 štejemo, ne? Ja, 74. Aha, torej 2014, ne? 2014. Potem je bil še projekt o 45. obletnici. Ja. Tu smo imeli pa trojni projekt, to je bilo pa zdaj lansko leto, ne? Namreč, ga smo pa proslavljali. In 30-letnico, 80, to bilo 30-letnico Bele snežinke, potem obletnico ansambla in pa 15-letnico društva, kulturno-umetniškega društva. Ne? Tako da vse skupaj. Mislim, da je tamle plakat, koncert 30 let Bele snežinke, vi ga ne vidite, jaz ga vidim za vami. Kako ste pa kaj sodelovali s temi zasavskimi glasbenimi skupinami? Omenila sva že prej Kompromise, ne? Potem vem, da v Zagorju so bili, ne vem, Akvamarini, Zasavci, Revirčani, Črni bliski so bili v Trbovljah, pa Amebe so bile v Trbovljah. Amebe so bile. Pa ne vem, Jevševar je imel eno skupino tudi. Bilo je ogromno Slavko Jevševar. Od začetka je bilo v ansamblu veliko. Intervali, no. Intervali so bili tudi, ne. Razumeš. Zdaj opažam, ne, razen mladine, ne. Ker mladina se je recimo zadnje leta je šla v dve skrajnosti. Pop glasbe ni več skoraj koč. Večinoma mladi igrajo rock, veliko jih je pa šlo v narodno zabavno glasbo. Te dve recimo različice glasbe se bolj v Zasavju zadnje cajte prejemajo. Dočim pravi pop, recimo pravi pop,
lahko bi mogoče 2 ansambla, no tole iz Lak, kaj so, pomagaj mi reči, ansambl. Iz Kisosa, Koala Voice? Ja, no, Koala. No, ti so zelo uspešni, ne? Ja, zelo, enkrat so mi všeč. No, Orle, ki so čista svoja smer, ne? Ja. Etno, rock, Ja. ne? Tako, recimo, drugače pa pogrešam prave pop glasbe, recimo, jaz vidim po čem je catch. Ko ne skličejo še za ohce, pa za take stvari. Zakaj? Ker bi rad plesal. Ja. Ne? In, Vi pa igrate tudi narodno zabavno, ne? ja, mi igramo Tudi, band, ne? Na mi smo plesih je šli- treba, ne? Ja, mi nismo ravno zabavni band, niti nikoli nismo bili. Zdaj igramo, recimo, kaj te sem banalno rečem, Slovenija, odkot lepote tvoje, mi ga žingamo, zmiksan naše pojke, zmiksan naš vajčki. To mora biti, ne? To mora biti, razumeš, ne? To se pravi tisto, kar mora biti, razumeš. Drugače pa mi igramo predvsem. Ja, je pa še nekaj. Lansko leto smo si zadali, res in tega se striktno držimo, da igramo samo slovensko glasbo. Zakaj? Ja, zakaj? Zaradi, trikrat lahko gibaš, ker je pri nas prevladuje na radijskih postajah preveč hrvatizma. Zaradi tega. Vas to boli? Ne, da me boli, na se mi zdi. Ker verjetno na Hrvaškem ne preigravajo Sigurno, na da ne. radijskih postajah samo Sigurno slovensko ne. glasbo. Tako. Ampak ti v tem stvar. Zakaj slovenski mladini ne ponudimo lepe slovenske glasbe, Ki jo je veliko. ki jo je ogromno, ogromno. Mi igramo od Čudežnih polj do Hazarda, do Faraonov, da ne naštevam. Ja. Tiste njihove popularne, obvezna smer, tiste popularne popevke, ko so jih oni izvajali, jih mi izvajamo v svojem repertoarju. Ker se mi zdi, da so vsak ansambl je v svojem obdobju, ali pa Čuki, recimo prej so začeli to za otroke, ampak vsak ansambl je v nekem svojem obdobju imel sigurno 1 ali pa 2 hita. Ja, od agropopa pa, Tako. da ne govorimo o Brendija, ne, pa Don Giovannih, No, ne. eto. In zakaj ne bi to? Zakaj je to? Ker je kvaliteta in seveda ljudje pa poslušajo tisto, kar jim Kaj jim ponudiš? ponudiš, ne. Tudi ti, če priješ v trgovino, pa ti rečejo, da nimajo belega kruha, boš črnega kupil. A je tako? Če kruh rabiš. Zdaj pa res za konec, naši gledalci bodo lahko ob koncu slišali res, vsaj zame, najlepšo pesem. To je tudi ena redkih pesmih, ki jo znam tudi sam na pamet, ker se besedila zelo težko na pamet naučim. Bela snežinka in Ja. to je tudi, upam, vedno zapet, tudi glasovno mi nekako gre, višina. Gor, Na dol. prvem špilu te bom poklical na oder. To pa pridem, ja. No, eto. Z veseljem. Ampak bom imel še vseeno zapisano, reč, ne? Da kje ne pozabim. No. Katera je pa tista vaša, če dava to stran, Bela snežinka, ki vam je pa od vetra najbolj všeč? Sme našel. To je tako, kot če bi vas vprašal, veš kateri kaj? od vaših sinov, ne, Ja. Tit ali pa Rok, vam je bolj pri srcu, ne? Bog ne dej, da me to vprašaš. No, se ne bom. Ker sta oba moja zlata fanta, tukaj ni debate. Glej, veš, kako je to težko, veš, kako mi smo preko 100 pesmi posneli, ne? Recimo, če gledava iz enega stališča, recimo meni je zelo posrečena se mi zdi verzija Manuela, če si poslušal. Razumeš? Zato se tudi veže na posebno anekdoto, ne? To smo igrali v Radencih novo leto, ne? V zavedišču, ne? In zjutraj ob 4 smo prišli v sobe, vsi malce omamljeni, vsi dobre volje, veš, kako je novo leto. In z Vanjo tam sva si delila sobo, ne? In pravim, in ob 7 se zbudim, pa pravim jaz, Vanjo, jaz že vem za nov projekt, kjer bomo posneli. Prav, a se ti na umen je rekel, zdaj smo šele nehali, kot je. Sem rekel, poslušaj. In v zahripan sem mu začel Manuelo, sem se spomnil svoje mladosti, pet. In res smo je posneli in še danes me ljudje kliče za Manuelo. Mislim, Je tudi na tem projektu? Je tudi na tem Ja, projektu. poj pa skoraj moramo zavrteti, a? Res je, hoče bi je tukaj enih lepih pesmi, da bi težko rekel, razumeš.
Po eni strani bi lahko rekel, da mi je že bila sredinka zlajnana, ne. Ja, Razumeš, ne, po eni strani, ne, po drugi strani pa veš, ker jo slišim, no, da mi solzami ne pretečejo. ampak zdaj imate skoraj malce solzne oči. Zdaj, tole za konec. Kako je družina sprejemala, tudi vaša žena, soproga, pa seveda tudi oba sinova, da vas ni bilo veliko doma, ne? Ja, imaš prav. Ste imeli podporo? Bilo je, ja, imel podporo vsakakor, po drugi strani je pa bilo čudno, ne. Namreč sinovi, ne, sploh v osnovni šoli, ne, pa potem v glasbeni šoli tudi, ker sta oba hodila tudi, se bolj žena ukvarjala kot jaz. Zakaj? Žena je imela dopoldan službo, jaz vedno popoldan v glasbeni šoli, ne. Razumeš? Tako da jaz nisem mogel biti z njima, ne. Tako da recimo, kaj sem, tiste obveznosti, domače naloge in tako naprej, učenje je bilo bolj nje prepuščene. Mi smo eno tako navado, da smo, če se le da, bili v nedeljah skupaj. In takrat smo imeli tudi, smo si zadali en tak cilj, namreč smo šli vsako nedeljo obiskovati slovenske gradove. In to smo šli od Boginškega Perga do Velenjskega gradu, do vse posode, ne naštevam. To je bilo to. To je bila ena stvar. Poletne počitnice, ne, sta preživela oba 2 meseca na morju, ker smo jaz v Vrsadi prikolico in pa šel dol in smo skozi dol. In se pravi, ko sem jaz prišel recimo iz tujine, ko smo takrat igrali v tujini, sem bil z njimi res cel dan, recimo cele počitnice, sem se samo njima posvetil. Se pravi, od plavanja, kolesarjenja do vožnje z avionom, vsega vraga. Res, totalno. Ne. Da sem taki sprobal malce nadoknaditi, tiska nista imela med letom od mene. Ne. Vmes ste jih pa oba glasbeno navdušili? Ja, Tite je igral saksofon, zdaj sem rekel. Tudi kaj za veter? Tudi kaj za veter? Ga ima tamle, ga je Vanja učil. Tudi kaj za veter? Ne. To pa ne? Ne, to pa ne. Še ne? In vi tamle ima saksofon, sem mu rekel, zdaj imaš nov stanovanje v Ljubljani, ga boš pa odpeljal, da začel spet vaditi. Rok je igral pa klavir. No, tako da sta pa 100% oba v glasbi, tukaj pa nekje, ne. Od poslušanja glasbe do tako naprej. Zdaj pa čakate samo, da še kakšen vnuk pride, ne? Ja. Da gre še potem Da gre naprej. Naprej to, ne? Slobodan, hvala za vse, kar ste povedali. Ena stvar, za nagrado vašem, moram dati. No, kaj pa? Bodo en takle projekt. En tale projekt, En tale projekt. Torej, dvojni Pa projekt. še eno drugo, za enega drugega pa posebna majčka, kak smo jo dali zdaj narediti. Aha, deva pokazati. Bom jaz pokazal. Aha, takole. Kar držite še. Za dom, ne? Za dom. Tako. V redu, da bojo videli, da se zares borimo Ja, za to. tako. Tako da bo eden lahko tole majčko nosil, ne? Tako. 2 nagrade. 2 nagrade. Hvala. Nike. Hvala pa tudi vam za pozornost in jaz upam, da se znova kmalu spet vidimo. Srečno. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastrli. Bela snežinka, ki pada, glej, prvi sneg. Sneg je, glej, zunaj sneg je. Morda se spomniš še enkrat na me. Sneg
je, glej zunaj sneg je, morda se spomniš še enkrat name. Bela snežinka, ki pada, spominja me nate in na vse tiste dni, noči. Bela snežinka, ki pada, spominja me nate in na vse tiste dni, noči. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi smajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sneg je, glej zunaj sneg je, morda se spomniš še enkrat name. Sneg je, glej zunaj sneg je, morda se spomniš še enkrat name. Bela snežinka, ki pada, spominja me nate in na vse tiste dni, noči. Bela snežinka, ki pada, spominja me nate in na vse tiste dni, noči. Bela snežinka, ki pada, spominja me nate in na vse tiste dni, noči. Bela snežinka, ki pada. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.